Organizacijski odbor rokodelskih delavnic Delfin 2016 je na podlagi razpisa izbral 13 ljubiteljskih mojstric, ki bodo vodile rokodelske delavnice v hotelu Delfin v decembru letos. Namen današnjega srečanja in današnje delavnice je bil, da se ljubiteljske mojstrice predstavijo, da predstavijo svoj izdelek, način izdelave, potrebno orodje in dobijo navodila za vse ostale podrobnosti, da bodo rokodelske delavnice v Delfinu nemoteno potekale. Za te rokodelske delavnice je zelo veliko zanimanje. Se strinjam, dobivamo veliko povpraševanja in v drugi polovici oktobra bomo tudi razpisali natečaj za udeležbo vseh mentorjev in vseh društev upokojencev Slovenije. Če sem prav razumel, ste na tej delavnici, ki je bila danes, mentorje podučili, kako predavati, potem v tej osnovni andragoški pristopi, potem gerontološke posebnosti, pa tako naprej. Res je. Ljubiteljske mojstrice smo danes, poleg njihove predstave, poučili tudi o njihovih nastopih, dodali smo nekaj androloškega znanja, poleg tega smo jih pa tudi poučili o uporabi različnih računalniških orodij za prenašanje in gledanje datotek na računalnikih. Katere rokodelske spretnosti pa se bodo vse učili v Izoli? Zelo veliko različnih rokodelskih spretnosti je, predvsem, da imajo mentori veselje do rokodelstva, nekaj potrebnega znanja v zvezi z kvačkanjem, vezenjem, delno tudi pletenjem. Posebnost pa bo izdelava tipanke za slepe in slabovidne. Kdo lahko postane mentor? Mentor je vsak, ki ga veseli rokodelstvo in ki si bo prijavil na naš razpis. Torej, kdo pa razpiše to? Razpiše organizacijski odbor, ki ga je imenovala Komisija za tehnično kulturo pri ZDUS-u. To pomeni pri Zvezi društev upokojencev Slovenije. Kje bo pa objavljen ta razpis? Objavljen bo na spletni strani ZDUS-a in v časopisu ZDUS+.